Predsednik sveta delavcev v Dravskih elektrarnah Maribor Vladimir Šega je danes dopoldne dobil od delodajalca odločbo o pričetku disciplinskega postopka zaradi kršenja kolektivne pogodbe in komunikacijskega pravilnika. Šega je mariborske poslance pred sprejemanjem energetskega zakona opozoril preko elektronskih sporočil na nedorečenost predlaganega amandmaja, s katerim naj bi lokalne skupnosti dobile manj denarja od koncesnin, nadomestil stavbnih zemljišč in tudi vodnih povračil. Posledično bi manj denarja, če sploh kaj, dobile hidroelektrarne za naložbe v obnovljive vire energije. Njegova sporočila naj bi nekdo od naslovnikov posredoval vodstvu Dravskih elektrarn in holdinga Slovenske elektrarne, ki je nato uvedel disciplinski postopek zoper Šego. Na to se je že odzval tudi župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, ki direktorja Dravskih elektrarn poziva, naj nemudoma prekliče disciplinski postopek in ponovno vzpostavi zaupanje lokalne skupnosti ter začne popravljati škodo. Ja, jaz ne vidim prav nobenega razloga, da bi gospod Šega šel v disciplinski postopek. Namreč gospod Šega je deloval v interesu širše javnosti in je opozoril, kaj se bo zgodilo v Podravju, če bi energetski zakon, tako kot je bil predlagan, bil sprejet. To pomeni, da bi lokalne skupnosti dodatno izgubile več milijonov evrov denarja, ki nam pripada. Mislim, da je skrajni čas, da se neha izčrpavati Slovenija iz centra. Torej, lastnik Dravskih elektrarn je dosegel, da Drava ne teče več skozi Maribor in ne teče več skozi Podravje, ampak teče po drugih regijah. To pomeni, da je v zadnjih letih, odkar obstaja holding Slovenskih elektrarn, je iz Maribora samo z naslova dobička poteklo preko milijarda evrov denarja, ki se služi za razvoj drugih slovenskih regij. Ob tem, da je Podravje eno najslabše razvitih slovenskih regij. Torej, o koristih Drave se odloča v kraju, kjer ta reka ne teče. In to je enostavno, podravski župani in podravska javnost tega več ne želi prenašati.